En lep pozdrav, jaz sem Alja Polanec in sem študentka prvega letnika magistrskega študijskega programa Andragogike. Z mano je pa tudi izredna profesorica doktorica Maja Mezgec, ki pa v bistvu poučuje tudi na tem študijskem programu. In danes sva midve tukaj, da vam na kratko predstavlja ta študijski program in da vas prepričava za to, da pridete na našo fakulteto. Študij andragogike ni klasičen študijski program, ker se ne osredotoča zgolj na andragogiko, se pravi na izobraževanje odraslih, ampak je študijski program, ki ponuja nekaj več, ker se osredotoča tudi na vidike upravljanja s človeškimi viri, na vidike menedžmenta in tudi na vidike razvoja kariere. Zdaj nekaj osnovnih informacij. Magistrski študijski program andragogike traja 2 leti. Po zaključenih 2 letih pridobite naziv magister profesor andragogike oziroma magistra profesorice andragogike. Za študij je predvidenih nekako 120 kreditnih točk, za vsak letnik 60 kreditnih točk. Študij se izvaja tako redno kot izredno in sicer na lokaciji fakultete, to je v Kopru. Je pa tukaj ena posebnost tega študijskega programa, da se vse obveznosti izvajajo v popoldanskem času, kar je primerno tudi za tiste, ki ste že zaposleni oziroma ki opravljate študentsko delo, ker lahko ob študiju tudi usklajujete vse obveznosti, kar se tiče vašega dela. Kaj so cilji študijskega programa? Nekako cilji so usposobiti posameznika, se pravi na področju izobraževanja odraslih in razvoja kariere, potem na področju kadrovske izobraževalne enote v organizaciji, potem za svetovalca, ki je sposoben tako organizirati, kot izvajati, kot tudi evalvirati neko izobraževanje odraslih, pa tudi razvoj lastne kariere, pa kariere drugih. In potem kot tudi svetovalca in mentorja na področju izobraževanja odraslih in razvoja kariere. Skozi študij boste pridobili veliko različnih kompetenc. Splošne kompetence so predvsem to, da boste znali neko znanje, ki ga pridobite na fakulteti, uporabiti tudi v praksi. Potem zmožnost uporabe že nekega obstoječega znanja za reševanje nekih novih situacij, nekih težkih, nepredvidljivih situacij. In tudi to, da znate razvijati neko novo znanje, neke svoje spretnosti, sposobnosti na podlagi nekih znanj, ki jih že imate, pa na podlagi tudi novih znanj, ki jih boste pridobili. Specifične oziroma predmetno specifične kompetence se pa nanašajo na to, se pravi, da glede na to, da je študijski program, ki se nanaša na izobraževanje odraslih in tudi na vseživljenjsko učenje, boste pridobili zelo velik tak sodobni vidik oziroma vpogled v izobraževanje odraslih in razvoja kariere. Potem boste dobili tudi vpogled v znanstveno-raziskovalno področje, tako na teoretskem in na praktičnem vidiku izobraževanja odraslih in razvoja kariere. In pa nekako, da ste kompetentni tudi v reševanju nekih kompleksnih situacij oziroma uporaba, kot sem že prej povedala, uporabe nekega znanja v praksi. Zdaj tukaj imam na kratko malo zapisano, kje so vse andragogi lahko zaposljivi. Zdaj glede na to, da je to področje, ki zajema zelo širok spekter, smo zaposljivi na zelo veliko različnih področjih. Pa bi mogoče na tem trenutku predala besedo naši profesorici Maji Mezgec, da vam še ona malo na kratko pove o zaposlitvi. Ja, hvala za besedo. Tako je, andragog v bistvu organizira in vodi vzgojno-izobraževalne procese tam, kjer so v te procese vključeni odrasli. To se dogaja tako v izobraževalnih zavodih, kot lahko tudi v delovnem okolju. In so ti procesi lahko bolj formalne narave, se pravi za pridobitev neke listine, diplome, licence, ali pa tudi neformalne narave. Tako da skratka, andragog dela v tistem okolju, kjer se gre za pridobivanje novega znanja, novih kompetenc, osebnostni razvoj, pa tudi profesionalni razvoj. Tako da res je ta spekter zelo, zelo širok in vključuje ne samo klasične izobraževalne zavode, ampak tudi delovno okolje
in vsa tista okolja, ki si prizadevajo za razvoj na kulturnem in socialnem področju. Se pravi, zdaj smo se dotaknili nekako, kje smo andragogih zaposljivi. Zdaj pa mogoče ena stvar, ki vas to zelo zanima, kakšni so vpisni pogoji in kakšna je omejitev vpisa. Zdaj, če končate katerkoli študij iz nekega sorodnega področja, to je na primer edukacijska vede, pedagogika, predšolska vzgoja, razredni pouk, sociologija, psihologija in menedžment. In pa, če ste zaključili strokovni univerzitetni študijski program predšolska vzgoja, ki je bil sprejet pred 11.6.2004, pol za vpis na andragogiko ne potrebujete nobenih dodatnih obveznosti, ampak se pač prosto vpišete. Če pa ste zaključili drugi študijski program, tudi tisti, ki so bili sprejeti pred 11.6.2004, pa morate upravljati dodatne obveznosti v okviru 12 kreditnih točk. Te obveznosti se pa izvajajo z področja psihologije pa pedagogike. Za te predmete pa pač izveste, tako da se obrnete na službo na naši fakulteti. Zdaj tukaj je nekako prikazan predmetnik. Zdaj naši predmeti so zelo tako še zmeraj široko zasnovani. Dotaknemo se nekega psihološkega vidika izobraževanja odraslih, potem spoznamo različna področja andragogike, se pravi poklicno andragogiko, primerjalno oziroma komparativno andragogiko, andragogiko raznih ciljnih skupin. Premaknemo pa se tudi na poučevanje, se pravi na primer kako kot andragog poučevati oziroma prenašati znanje, se pravi v okviru didaktike. Mogoče bi na tem mestu spet dala vam besedo, da predstavite mogoče predmet, ki ga vi izvajate. To je andragogika ciljnih skupin. Tukaj pa se poglobimo v pristope in potrebe različnih ciljnih skupin, tako da imamo, ne vem, ciljno skupino manj izobraženih, posameznikov odraslih s posebnimi potrebami, ranljive skupine, starejše in še bi lahko naštevali. Pol imamo pa še tukaj predmetnik za drugi letnik. V drugem letniku vam v bistvu stane še nekako raziskovanje, projektni menedžment in učna okolja. V drugem letniku je tudi andragoška praksa, ki je v bistvu v obeh semestrih. V prvem semestru traja 3 tedne, v drugem semestru pa poleg pisanja vašega magistrskega dela opravljate še 6-tedensko prakso in nekako spoznavate še vse to, kar ste preko študija spoznali, še v bistvu v praksi in nekako še tako poglabljate vaše znanja. Planirani so tudi v okviru študija izbirni predmeti, in sicer izbirni predmeti, ki so v okviru naše fakultete. Izbirni predmeti se vsako leto malo razlikujejo oziroma glede na to, kakšne preference imajo študenti. To so v bistvu izbirni predmeti, ki se izvajajo na naši fakulteti, lahko pa izberete tudi zunanje izbirne predmete, ki pa se izvajajo na drugi članici univerze na Primorskem ali pa tudi v bistvu na drugih univerzah. Zdaj, letos se izvajata izbirna predmeta upravljanje človeških virov in menedžment, kjer spoznamo v bistvu vidik upravljanja s človeškimi viri in gremo še malo v ta podjetniški oziroma menedžerski vidik. In pa konstruktivna komunikacija v vzgoji in izobraževanju in v procesu kariere, kjer pa gre za v bistvu načine komuniciranja in nekako dobimo tudi neko splošno znanje, ki ti v življenju zelo pride prav. Kaj so prednosti študijskega programa? Mogoče najprej to, da smo ponavadi manjše skupine študentov, kar pomeni, da dosti tesno sodelujemo s profesorji, je veliko sprotne pomoči pri študiju. Potem, kot sem že prej omenila, vse obveznosti potekajo v popoldanskem času, zato je študij primeren tudi za tiste, ki ste že zaposleni. Prednost je tudi to, da je v bistvu tematika izobraževanja odraslih res ena taka sodobna tematika in dobite res vpogled v neko sodobno znanje.
Dober je tudi to, ker je v bistvu veliko ene prakse in imate res možnost vse te stvari, ki ste jih v bistvu poglobili čez študij, tudi pridobiti v praksi. Glede na to, da smo pa majhne skupine, smo pa tudi dostikrat vključeni v različne projekte in raziskovalna dela, ki se delajo na naši fakulteti in tudi prek tega nekako poglabljamo naše znanje. Tukaj imam zdaj nekako še strnjeno, kaj so prejšnji diplomanti andragogike povedali o našem študijskem programu. Tukaj bi izpostavila predvsem to, da ne dobite veliko samo nekega znanja, ampak vam študij veliko pomaga tudi pri osebnostni rasti, ker kot sem že omenila, je zelo osredotočen tudi na posameznika, na razvoj posameznika, na razvoj njegove kariere. In tudi to, da lahko v seminarskih oziroma projektih in poročilih, ki jih izvajamo v okviru predmetov, raziskujemo oziroma delamo na področjih, ki nas zanimajo, kar je mogoče tudi zelo ena velika prednost. Zdaj, če vas zanimajo še kakšne dodatne informacije, lahko pogledate na naši spletni strani Pedagoške fakultete, lahko pišete koordinatorju študijskega programa na mail, ki je tlele izpostavljen, ali pa za razne vpisne postopke ali pa diferencialne izpite, pa najboljš, da se obrnete na naš referat. Zdaj, za konec imam še en video, ki bi vam ga predstavila. Drugače vam pa zahvaljujem za vašo pozornost in upam, da se vidimo oktobra na naši fakulteti. Sodoben način življenja in upravljanja dela zahteva od posameznika nenehno učenje. Učimo se praktično ves čas in vse povsod. Zaradi tega smo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem oblikovali magistrski študijski program izobraževanja odraslih in razvoj kariere, ki usposablja strokovnjake na področju andragogike. Vendar to ni klasični študij andragogike, saj se njegove vsebine tesno povezujejo z razvijanjem človeških virov, menedžmentom in projektnim delom.